Najprej se lotimo dimenzioniranja ND elementov. Za avtomatsko dimenzioniranje bomo uporabili ukaz ND Reinforcement Design. Na to v paleti lastnosti nastavimo nastavitve. Pomembno je definirati obremenitev. Lahko gre za posamezen primer obremenitve, specifično kombinacijo ali ovojnico. Ohranimo obremenitev razreda GSN. Aktivirana je možnost, da se grede obravnavajo kot rebra, če so tako modelirane, kar nam ustreza. Pri dimenzioniranju je najpomembnejša nastavitev vrsta vrednosti. Pomembno je razlikovati med dvema vrstama armature. Prva je required, druga pa provided. Začnimo z required, proračunsko armatur. Potrebno je izbrati točno vrednost, ki jo želimo prikazati. As required predstavlja proračunsko vzdužno armaturo. Za prikaz na ND elementih je potrebno klikniti na refresh. Lahko se osredotočimo na en sam element, da bo postopek bolj jasen in hiter. Izberemo eno gredo in aktiviramo trenutni izbor za dimenzioniranje. Za to gredo si oglejmo tudi proračunsko posmično armaturo ASM Required. Za posmično armaturo lahko izberemo, da nam SCIA prikaže potrebne premerke in razmej kvilic s klikom na to možnost. Če nameravamo izvesti pokopne preglede proračunanih armatur, ob upoštevanju vse določil iz Eurokode, lahko izberemo vrednost UC, kar pomeni Unity check. Zdaj se premaknimo na izbrano ali sprejeto armatur. V trenutku, ko izberemo to vrednost, SCIA pregleda predloge armatur, ki jih določajo nastavitve dimenzioniranja. Betonske nastavitve, armirni nosilci. Tukaj je aktivirana možnost, da se pri dimenzioniranju sprejete armature upoštevajo predloge, in v vrstici spodaj je izbran pravilen predlog glede na tip prečnega preseka obravnavanega nosilca. Pravokotni prečni prerez. Poglejmo predloge s klikom na 3 pike. Izbran je prvi predlog, ki ga lahko uredimo in vidimo, kako je natančno definiran s klikom na uredi. Za vzdolžno armaturo v zgornji in spodnji coni je izbran premer Faj 1,6 in količina 2, prikazano z modro barvo. Če osnovna armatura ne zadostuje, se dodeli dodatna armatura, ki je označena v zelenih poljih in se položi znotraj preseka na mesto zelenih črtic. Za posmično armaturo so izbrane dvorezne vilice, ki se razporedijo v 3 cone premera Faj 8. Poglejmo zdaj površine izbrane vzdolžne in posmične armature. Naslednji korak je preveriti, ali je izbrana armatura večja od proračunane, kar lahko storimo z izbiro prve vrednosti A z dodatno zahtevano. V primeru, da izbrana armatura ni večja od proračunane, bi v tem koraku dobili dodatne površine armature, ki jih je treba pokriti. Enako velja za primerjavo izbrane posmične armature v primerjavi s proračunano posmično armatur. Lahko izvedemo celotno preverjanje izbrane armature v primerjavi s proračunano, tako da pokličemo vrednosti UniCheck as required. Ko so vse preveritve zadostile, lahko pogledamo postopek dimenzioniranja preko poročila. Ko smo že omenili, so poročila lahko povzetka, standardna ali podrobna. Lahko izberemo podrobno poročilo, da vidimo celoten postopek dimenzioniranja, korak za korakom, s prikazanimi vhodnimi vrednostmi in formulami, vključenimi številkami v formulah in dobljenimi rezultati. Prikaz klauzul norm iz Eurocode 2, grafični prikaz preseka in izbrane armature, prikaz diagramov interakcije, tabelarni rezultati in tako naprej. Naslednje, kar lahko storimo, ko smo izbrali armatur, ki izpolnjuje vse preveritve, je pretvorba te armature v dejanske 3D palice. Začnimo z ukazom in v nekaj sekundah na opazovani gredi na 3D modelu vidimo 3D palice z opisi. Opis, ki je prikazan v trendu, kot tudi vsi dodatni opisi in možnosti prikaza. Lahko prilagodimo z desnim klikom na prazno in izbiro ukaza nastavi parametre pogleda za vse in opazovalno kartico betona. Tukaj lahko omogočimo prikaz palic v 3D, namesto tankih črt, ter podrobnejše opise in podobno. Na ta način lahko zelo hitro dimenzioniramo vse ND elemente in prikažemo armaturo v 3D.